Kultura. V Sloveniji ima kultura poseben zgodovinski in družbeni pomen. Predvsem po zaslugi kulture in skupnega jezika slovenščine so se Slovenci izoblikovali in obstali kot narod. Jezik in kultura sta Slovencem skozi stoletja nadomeščala pomanjkanje lastne države in političnih institucij. Slovenija je ena izmed redkih, če ne pravzaprav edina država na svetu, ki ima za državni praznik dan kulture. O, dežela, čudovita, kakor iz lepih sanj. S ponosom se oziram na mojo domovino, moje mesto, na našo kulturno dediščino, na našo preteklost, ki je izraz in odsev svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanja in tradicij.
dediščina. Naši spomeniki, arhitekturna, kiparska in slikarska dela, predmeti arheološke narave, napisi, jame in votline ter drugi pojavi, ki imajo izjemno univerzalno vrednost na podlagi zgodovinskih, umetniških ali znanstvenih vrednot, skupine stavb in krajina. Naša dediščina. V Sloveniji je literatura še vedno najbolj prestižna in spoštovana oblika umetnosti. Prvi zapisi v slovenskem jeziku segajo na prelom prvega tisočletja našega štetja. To so Brižinski spomeniki, ki so tudi najstarejši latinični zapis v kateremkoli slovanskem jeziku. Danes so shranjeni v Bavarskem državnem arhivu v Münchnu. V slovenski književnosti imata posebno mesto Primož Trubar, ki je leta 1550 izdal prvo knjigo v slovenščini, in pesnik France Prešeren, čigar pesem Zdravljica je slovenska himna. France Prešeren. Bi bilo pozabiti škoda tvojega imena. Kako čudovita obleka! V tej obleki sem kot Primicova Julija. O, Julija, Julija, ran moj bo spomin in tvoje hvale. Poet tvojno Slovencem venec vije. Ran mojih bo spomin in tvoje hvale. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče rožice poezije. Iz krajev niso, ki v njih sonce sije. Cel čas so blagih sapic pogrešvale. Obdajale so utrjene jih skale. Viharju jeznih, mrzle domačije. Izdihljeji, solze so jih redile, jim moč so dale rasti neveselo. Ur temnih so zatirale jih sile. Lej, torej je bledo njih cvetje belo. Jim iz oči ti pošli žarke mile in gnale
bodo nov cvet bolj veselo. Grad Gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Grad Gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Žive, 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 spomini na življenje ljudi v tem velikem domu, opremljenem z okusom, ljubeznijo in sanjami. O, sanje velikih ljudi, mogočnih rodbin. Grad je bil najprej v lasti ptujskih gospodov. V 15. stoletju so bili lastniki Schaumbergi, Frankopani in Zekeli. Konec 16. stoletja je grad kupil Jurij Herberstein in ga prodal Ladislavu Peteju. Po letu 1710 so si grad lastile rodbine Zaraj, Galer, Königsackeri in drugi. Zadnja lastnica je bila grofica Irma Wurmbrand. Tudi jaz bi bila grofica tega gradu. Ja, živeti v teh sobanah, čarobno. Pridi, Ema, te popeljemo po tem bogatem zgodovinskem zakladu.
Ja, z navdušenjem si bomo gledali te čudovite sobane. Prihajam! Umetnost predstavlja svobodo duše in izraža tisto, česar ni moč izgovoriti. Toplota, sinonim za dom, ki vedno zbližuje. V pohištvu se odraža eleganca lesa, ki je leta in leta rasla v objemu narave. Dom, opremljen z okusom, ljubeznijo in sanjami. O, ta naš zgodovinski zaklad.
oči, kot da vse sanje so v njih. Lahek korak je in tih, v duši mehko mi zveni. Veter pred mano hiti, nič ne bojim se daljav. Utopel prisrčen pozdrav, luč mi na vasi gori.
Spoštovane in spoštovane, veliko veselje mi je, da vas danes kljub epidemije, seveda z upoštevanjem vseh ukrepov, lahko pozdravim v imenu občine Ormož, kot tudi v svojem imenu ob praznovanju kulturnega praznika. Zdi se nam primerno in pa tudi spoštovanja vredno, zato smo se tudi v občini Ormož odločili, da kljub vsemu temu ta dogodek izpeljamo, kajti kultura, tako kot za slovenski narod, tako tudi za občino Ormož pomeni veliko. Konec koncev smo verjetno edini narod, ki kulturni praznik praznuje kot državni praznik. Skozi kulturo smo, kljub temu, da smo bili male proti ostalim, dosti številčnejšim narodom okrog nas, smo zadržali svoj jezik, ga ohranili, negovali svojo kulturo, običaje, svojo kulturno dediščino v prostoru, v katerem živimo. Ponosni pa smo lahko tudi na razvoj kulture v občini Ormož. Skozi vsa ta leta, skozi vsa ta udejstvovanja vseh zavodov, kulturnih društev, posameznikov, tudi vseh nagrajencev, ki jim bomo danes izročili značke za njihovo delo, je plod skupnega dela, je plod skupnega udejstvovanja v kulturi in je tudi plod tistega, na kar smo lahko ponosni, konec koncev naše običaje, naša kultura je tista raznolikost, ki nam daje posebnost v našem območju, v Sloveniji in pa tudi ne samo na državnem, tudi na mednarodnem področju. Zato iskrena hvala vsem, ki se udejstvujete v kulturi, iskrena hvala vsem posameznikom, ki boste danes prejeli značke za svoje delo, predvsem pa naj pomenijo te značke tudi spodbuda za naprej. Verjamem, da nam z skupnimi močmi lahko dosežemo še večje stopničke, še večje, boljše rezultate. Konec koncev ponosni smo za strani občine Ormož tudi s tem, ko spremljamo društva in vidimo, kakšna priznanja na posameznih dogodkih tudi prejemamo. Iskrena hvala, iskrene čestitke dobitnikom značk, predvsem pa si želim, da kljub vsemu temu ta epidemija čim prej mine in pa da lahko tudi kulturo udejstvujemo pred polnimi dvoranami, pred polnimi množicami in se tudi skupaj skozi kulturo, kot smo tu v občini Ormož tudi navajeni, tudi podružimo in družimo. Iskrena hvala. Bronasto značko Ksavra Meška prejme Tamara Lukman. Tamara Lukman je pričela svoje udejstvovanje v ljubiteljski kulturi že v dijaških letih, še posebej pa v dramski sekciji Kulturno-športnega društva Dobrava. V društvo je vstopila pred 15 leti. Od takrat je aktivna in nepogrešljiva članica dramske skupine. V vseh predstavah je uspešno poosebljala različne like. Izpostaviti je potrebno vlogo sopranistke Diane v komediji Kena Ludvika Ti nori tenorji, kjer so njeno igrivost začutili njeni soigralci, predvsem pa publika. Z rednim obiskom na vajah in prijetno komunikacijo prinaša v skupino pozitivno vzdušje. Z dobro igro je prispevala k uspehu številnih premier in tako k aktivnemu delovanju Kulturno-športnega društva Dobrava. Za vse to prejme Tamara Lukman bronasto značko Ksavra Meška. Bronasto značko Ksavra Meška prejme Viktor Gerlica. Viktor Gerlica je začel svojo zborovsko pevsko pot pred 11 leti v okviru moškega pevskega zbora Kulturno-športnega društva Dobrava. Že od otroških let je rad zapel skupaj s prijatelji, vendar ni bil aktiven član nobenega društva. Zadnje desetletje po upokojitvi
pa je nepogrešljiv basist, ki svojim glasom dodaja zapetim melodijam poseben zven. Z rednim obiskom na vajah in nastopih ter veselim značajem skupaj z ostalimi pevci vnaša v delovanje društva pozitivno vzdušje in prispeva k lepo zapetim melodijam moškega pevskega zbora Kulturno-športnega društva Dobrava. Viktor Gerlica zato prejme bronasto značko Ksavra Meška. Bronasto značko Ksavra Meška prejme Brigita Majcen. Brigita Majcen je članica Kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja od leta 2014. Tega leta je v romantični komediji Dijaški dom za babice zaigrala vlogo medicinske sestre v domu za ostarele. Leta 2015 je bila vaško dekle v komediji Zadrega za zadrego. Leta 2016 je v komediji Poštar Jakec zaigrala vlogo vaške klepetulje. Leta 2017 je v komediji Ulica žalostnih obrazov zaigrala stransko vlogo ene od sosed glavne igralke Jule. Leta 2018 je v komediji Na prostem Žugica zaigrala vlogo Štefke. Še istega leta pa je v romantični komediji Rože za Tončko, ki so jo odigrali v dvorani, odigrala vlogo mame. Leta 2019 je v ljudski igri Miklova Zala bila med ženami in dekleti. Zaradi svoje profesionalne usposobljenosti frizerke pa je pomagala tudi pri maski in frizurah. Decembra 2019 je v mjuziklu Poljub za slovo odigrala vlogo medicinske sestre v domu za starejše občane. Poleti 2020 pa je v predstavi Na prostem z naslovom Ni lahko biti ženska upodobila vlogo Marije. Poleg aktivnega dela v dramski sekciji pa je Brigita tudi stalna članica in pevka v vokalni sekciji Tise, ki od leta 2017 deluje pod okriljem Kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja. Zaradi več kot 5-letnega aktivnega sodelovanja in prispevka pri krepitvi identitete društva prejme Brigita Majcen bronasto značko Ksavra Meška. Bronasto značko Ksavra Meška prejme Zala Stolec. Zala Stolec je svojo pot amaterske gledališke igralke in pevke začela že v osnovni šoli, kjer je nastopala v raznih šolskih predstavah. Kljub temu, da je doma v občini Markovci, je sodelovala tudi v kulturnem društvu Simon Gregorčič Velika nedelja. Že od otroških let je namreč spremljala babico, znano velikonedeljsko igralko Danico Cvetko. Poleg nje je nastopala vsa družina, torej tudi mama, oče, brat in sestra. V sezoni 2011 do 2013 je v trilogiji Jesenska poroka nastopala med vaškimi otroki. Leta 2014 je v romantični komediji Dijaški dom za babice zaigrala vlogo Polonce, ki skupaj z učiteljico pride nastopat na proslavo v dom za ostarele. Poleg teksta je tudi zapela in zaigrala na flavto. Leta 2015 je bila med vaškimi otroki v komediji Zadrega za zadrego. Leta 2016 je v komediji Poštar Jakec zaigrala enega od otrok glavne igralke Micke Pisker. Nivo zahtevnosti vlog, ki so ji bile dodeljene, je vsekakor dosegel vrh
Leta 2019, ko ji je bila zaupana glavna vloga Miklove Zale v znani istoimenski ljudski igri. S tem nastopom pa še ni bilo konec njene ustvarjalnosti. Še istega leta 2019 so v športni dvorani Velika nedelja zaigrali romantično glasbeno komedijo Poljub za slovo, kjer je zaigrala glavno vlogo mlade Helene. Tudi v tej predstavi je poleg igre prišel do izraza njen pevski potencial. Prispevek Zale Stolec je pri nastanku tega nepozabnega gledališkega užitka, ki se bo po koncu epidemije nadaljeval, izjemen in neprecenljiv. Tudi Zala Stolec je ena od predstavnic mlade generacije velikonedeljskih igralk, ki nadaljuje družinsko tradicijo družine Cvetko iz Trgovišča. Zaradi več kot 5-letnega aktivnega sodelovanja in prispevka pri krepitvi identitete kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja prejme Zala Stolec bronasto značko Ksavra Meška. Bronasto značko Ksavra Meška prejme Tjaša Zamuda. Tjaša Zamuda je članica kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja od leta 2014. Tega leta je v romantični komediji Dijaški dom za babice zaigrala vlogo deklice, ki skupaj z učiteljico pride na nastop v dom za ostarele. Leta 2015 je bila med vaškimi deklicami v komediji Zadrega za zadrego. Leta 2016 je v komediji Poštar Jakec zaigrala vlogo Tjaše, ene od hčerk glavne igralke Micike Pisker. Leta 2017 je v komediji Ulica žalostnih obrazov zaigrala stransko vlogo ene od vaških deklet. Leta 2018 je v romantični komediji Rože za Tončko, ki so jo odigrali v dvorani, odigrala vlogo ene od 4 pripovedovalk osrednje zgodbe. Leta 2019 je v ljudski igri Miklova Zala bila med ženami in dekleti. Decembra 2019 je v mjuziklu Poljub za slovo odigrala vlogo Klare, odrezavega vaškega dekleta, ki jo Sovaščani v Sončni vasi postavijo kot sovoditeljico vsakoletne kulturne prireditve. V tej predstavi je tudi zapela. Poleti 2020 je v predstavi Na prostem z naslovom Ni lahko biti ženska upodobila vlogo hčerke Lucije. Zaradi več kot 5-letnega aktivnega sodelovanja in prispevka pri krepitvi identitete kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja prejme Tjaša Zamuda bronasto značko Ksavra Meška. Bronasto značko Ksavra Meška prejme Monika Mlakar. Monika Mlakar je članica kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja in sicer od leta 2014. Tega leta je v romantični komediji Dijaški dom za babice zaigrala vlogo deklice, ki skupaj z učiteljico pride na nastop v dom za ostarele. Leta 2015 je bila med vaškimi dekleti v komediji Zadrega za zadrego. Stransko vlogo ene od vaških deklet je odigrala še leta 2016 v komediji Poštar Jakec in tudi leta 2017 v komediji Ulica žalostnih obrazov. Leta 2018 je v romantični komediji Rože za Tončko, ki so jo odigrali v dvorani, odigrala vlogo ene od 4 pripovedovalk osrednje zgodbe. Leta 2019 je v ljudski igri Miklova Zala bila med ženami in dekleti. Decembra 2019 je v mjuziklu Poljub za slovo odigrala vlogo Sonje, milega vaškega dekleta, ki skupaj s prijateljicami
v sončni vasi uživa mladost in vase srka utrinke prve ljubezni. V tej predstavi je skupaj z ostalimi tudi zapela. Monika rada priskoči na pomoč tudi pri pripravi predstave in pri pripravi kostumov, ker je pridna in vajena dela, poprime za vsako delo, ki ga naložijo starejše članice društva. Zaradi več kot 5-letnega aktivnega sodelovanja in njenega prispevka pri krepitvi identitete društva, prejme Monika Mlakar bronasto značko Ksavra Meška. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Milica Kosi. Milica Kosi je članica prosvetnega društva Janez Trstenjak Hum od leta 2009. Vsa ta leta je aktivna pevka v skupini ljudskih pevcev in vsestransko aktivna pri organizaciji in izvajanju delavnic izdelovanja rož iz krep papirja, ki je del tradicije širšega ormoškega območja. Kadar se prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum na gostovanjih predstavlja z rožami iz krep papirja, se Milica zmeraj potrudi in z veliko skrbnosti in vestnosti pripravi razstavni prostor. Njeni aranžmaji iz papirnatih rož krasijo premnoga prizorišča kulturnih, turističnih in ostalih dogodkov. Obiskovalci leteh pa nikoli ne ostanejo ravnodušni do njenega ustvarjanja. Kot članica društva se zaveda, da je ljudska pesem naša zakladnica, ki jo je potrebno negovati in ohranjati. Aktivna in nepogrešljiva je pri razstavah in prikazu šeg in navad v domačem kraju, pa tudi širše, tudi v tujini. Zato si Milica Kosi za svoje delo in prizadevnost zasluži srebrno značko Ksavra Meška. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Alojzija Žinko. Alojzija Žinko je članica prosvetnega društva Janez Trstenjak Hum od leta 2007. Vsa ta leta je aktivna pevka v skupini ljudskih pevcev. Če je treba, pa zmeraj z veseljem priskoči na pomoč tudi pri izdelovanju rož iz krep papirja, ki je del tradicije širšega ormoškega območja. Alojzija je zmeraj nasmejana in dobre volje. Dobro voljo pa rada prenese tudi na ostale člane društva. S tem pa jim je velikokrat v pomoč pri premagovanju treme pred nastopi. Kot članica društva se zaveda, da je naša ljudska pesem naša zakladnica, ki jo je potrebno negovati in ohranjati. Alojzija Žinko je aktivna in nepogrešljiva na vseh revijah in srečanjih. Z veseljem pa se odzove vsakemu povabilu na gostovanje, tako doma kot v tujini. Zato si za svoje delo in prizadevnost zasluži srebrno značko Ksavra Meška. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Nada Masten. Nada Masten je članica prosvetnega društva Janez Trstenjak Hum od leta 2005. Vsa leta je aktivna pevka v skupini ljudskih pevcev. Če je treba, pa zmeraj z veseljem priskoči na pomoč tudi pri izdelovanju rož iz krep papirja, ki je del tradicije širšega ormoškega območja. Nada je ob petju in pri delu v društvu zmeraj nasmejana in polna energije. To pa prenese tudi na ostale člane društva. Od leta 2005 sodeluje na občinskih revijah in srečanjih ljudskih pevcev, ter se z veseljem odzove na povabilo na gostovanja.
Kadar se društvo na gostovanjih predstavlja z rožami iz krep papirja, se Nada zmeraj potrudi in z veliko skrbnosti in vestnosti pripravi razstavni prostor. Je nepogrešljiva članica društva, ki svojo pozitivno energijo in željo po negovanju in širjenju domače ljudske pesmi pomembno vpliva k ohranjanju domače tradicije in kulturne dediščine. Zato si Nada Masten za svoje delo in prizadevnost zasluži srebrno značko Ksavra Meška. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Miha Lukman. Miha Lukman obiskuje 3. letnik umetniškega programa Gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru. Že kot majhen deček, star 5 let, se je prvič samostojno z enim stavkom pojavil v kulturnem programu ob krajevnem prazniku. Kot 6-letni deček je že v paru samozavestno in odločno povezoval prireditev Večer z domačimi ansambli. Pod okriljem osnovne šole se je do svojega 3. razreda velikokrat pojavil na miklavškem odru v glavni vlogi kratkih prizorov, ki so jih učenci zaigrali ob srečanjih starejših krajanov ali ob obletnicah krajevnih društev. Miha je v naslednjih letih povezoval program ob krajevnem prazniku ter prireditve ob dnevu starejših krajanov pri Miklavžu. Junija 2016 je povezoval prireditev z naslovom Najlepše je. Decembra 2017 je povezoval tudi božično-novoletni koncert. Vezni tekst je bila njegova naloga tudi ob 25-letnici delovanja Miklavškega okteta. Maja 2018 se je kulturno-turistično društvo Miklavž predstavilo stojnico na prireditvi Koza, zmaj in še kaj v Kozjem. Miha je tam na glavnem odru v Kozjem predstavil legendo o Miklavškem zmaju. Avgusta 2017 je vodil prireditev ob postavitvi največjega klopotca na svetu v Hermancih in v letu 2019 prireditev ob Miklavževanju. V osnovni šoli je igral tudi v šolski dramski skupini. V igri Božiček ne obstaja je igral očeta. V igri Živalska farma je igral Napoleona. V Pavčkovi Nini je bil pripovedovalec. Za njegov največji kulturni dosežek pa bi lahko označili vlogo v kratkem igranem filmu Onkraj Poljan, ki je del dokumentarnega filma Tihi večeri, ki govori o življenju in delu Franca Ksavra Meška. Tudi v gimnaziji je Miha Lukman že nastopal, in sicer v kulturnem programu ob kulturnem prazniku v Ljutomeru leta 2018 in v februarju 2019, ko je skupaj z 2 sošolcema vodil program ob informativnem dnevu na gimnaziji Franca Miklošiča. Gimnazijci so pripravili tudi igro Psiha, kjer je igral očeta. V igri A se bo ata sploh kdaj zbudil iz kome, je prav tako igral vlogo očeta. Letos je v paru skupaj z Leonom Lahom hudomušno in zabavnimi, humornimi domislicami nastopil v kulturnem programu, ki ga je kulturno-turistično društvo pripravilo ob Rezi, pa postavitvi klopotca v Županovih Goricah. Nenazadnje je nastopil še v programu ob zaključku letošnjih del v Goricah na Brotvi. Z njegovo pomočjo in hudomušnim nastopom je letos bilo posneto tudi Miklavževanje. Za dolgoletno in vestno delo na področju kulture v domačem kraju prejme Miha Lukman srebrno značko Ksavra Meška. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Miran Žnidarič. Miran Žnidarič je član kulturno-športnega društva Dobrava že od samega začetka, torej 24 let. Čeprav se na odru direktno ne pojavlja, vlaga veliko energije in prostega časa za pripravo in podporo pri dogodkih, ki jih organizira društvo.
Brez njega ne mine skoraj noben koncert moškega pevskega zbora, prav tako pa je nepogrešljiv pri pripravi gledaliških scen in izvedbi predstav dramske sekcije društva. S svojimi organizacijskimi sposobnostmi skrbi, da se dogodki v okviru društva izvajajo uspešno in predvsem varno za obiskovalce in nastopajoče. Za svoje vestno delo na področju logistike, priprav in izvedb koncertov, gledaliških predstav in ostalih družabnih dogodkov prejme Miran Žnidarič srebrno značko Ksavra Meška. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Mateja Kovačec. Mateja Kovačec je članica kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja od leta 2008. Leta 2014 je za svoje dotedanje odrsko ustvarjanje dobila bronasto Meškovo značko. Leta 2009 je v pravljični komediji Nejoči Veronika zaigrala med vilami. V sezoni 2011 do 2013 je v trilogiji Jesenska poroka nastopala med vaškimi dekleti. Leta 2014 je v romantični komediji Dijaški dom za babice zaigrala vlogo Mateje, glavne medicinske sestre v domu za ostarele. Leta 2015 je bila vaško dekle v komediji Zadrega za zadrego. Leta 2016 je v komediji Poštar Jakec zaigrala vlogo vaške klepetulje Milene. Leta 2017 je društvo poleg tradicionalnih poletnih gledaliških predstav pričelo s predstavami v dvorani, ki so v terminu med Božičem in Novim letom postale tradicionalne. V prvi predstavi, komediji Korenčkovi, je Mateja odigrala vlogo prijazne in simpatične učiteljice Amalije Kožuh, ki obožuje otroke družine Korenček. Njen monolog, ko se spominja svojega nesrečnega otroštva, je gledalcem vselej znova spravil solze v oči. Leta 2018 je v komediji Žugica zaigrala vlogo Marice. Leta 2019 je v ljudski igri Miklova Zala bila med dekleti. Poleg aktivnega dela v dramski sekciji pa je Mateja tudi stalna članica in pevka v vokalni sekciji Tise, ki od leta 2017 deluje pod okriljem kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja. Trenutno je tudi predsednica te sekcije. Zaradi več kot 10-letnega aktivnega sodelovanja in prispevka pri krepitvi identitete kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja prejme Mateja Kovačec srebrno značko Ksavra Meška. Srebrno značko Ksavra Meška prejme Katarina Vaupotič. Katarina Vaupotič je od leta 2008 članica kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja. Leta 2015 je za svoje dotedanje odrsko ustvarjanje dobila bronasto Meškovo značko. Katarina Vaupotič je svojo pot amaterske gledališke igralke začela že v osnovni šoli, kjer je nastopala v raznih šolskih predstavah. Sporedno je sodelovala tudi v kulturnem društvu Simon Gregorčič Velika nedelja. V sezoni 2011 do 2013 je v trilogiji Jesenska poroka nastopala med vaškimi otroki. Leta 2014 je v romantični komediji Dijaški dom za babice zaigrala vlogo Vide v sirotišnici za dekleta. Leta 2015 je bila odrezavo vaško dekle Petra v komediji Zadrega za zadrego. Leta 2016 se je v komediji Poštar Jakec ponovno izkazala v vlogi svoje glave hčerke Špele, ki poštarju ušpiči marsikatero najstniško. Medtem ko je v komediji Ulica žalostnih obrazov iz leta 2017 odigrala stransko vlogo vaškega dekleta Katarine, se je v letu 2018 vrnila med glavne igralce. Tega leta je v romantični komediji
Rože za Tončko zaigrala nepozabno vlogo Tinke, ki nima staršev in se kot posvojenka bori za svoje pravice in dostojanstvo. Nivo zahtevnosti vlog, ki so ji bile dodeljene, je vsekakor dosegel vrh leta 2019, ko je bila zaupana glavna vloga Miklove Zale v znani istoimenski ljudski igri. Katarina Vavpotič je ena od predstavnic mlade generacije velikonedeljskih igralk, ki kljub svoji mladosti lahko interpretirajo največje vloge, kar se jih upa lotiti amaterski oder. Zaradi več kot 10-letnega aktivnega sodelovanja in prispevka pri krepitvi identitete kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja prejme Katarina Vavpotič srebrno značko Ksavra Meška. Zlato značko Ksavra Meška prejme Marjan Rajh. Marjan Rajh je na ljubiteljskih odrih neprekinjeno prisoten že od daljnega leta 1978. Vsa ta leta je aktiven član različnih ljubiteljskih skupin. Od leta 2005 do leta 2010 je deloval v skupini ljudskih pevcev Zrelo klasje. Pred in potem pa je zvest prosvetnemu društvu Janez Trstenjak Hum. Leta 1978 je debitiral na odrskih deskah v predstavi Gostuvaje v vlogi Pozavčina. Leta 1987 je prevzel vlogo Gašperja v gledališki predstavi Butalci. Leta 1985 je odigral vlogo v predstavi Partizanski miting. Leta 1986 je sodeloval v prikazu o predelavi in predelavi lanu. Od leta 1985 je njegovo poslanstvo med drugim tudi ohranjanje in oživljanje ljudskih pesmi, šeg in navad z našega območja. Zraven številnih nastopov na revijah in gostovanjih je skrb za negovanje tradicije in domače ljudske pesmi premnogokrat izkazal tudi s številnimi prikazi ljudskih običajev. Leta 1985 domače pesmi in napitnice, leta 1988 kmečki praznik v Obrežu, leta 1998 praznik trgatve in prihod neveste pri slavincu v Mihalovcih, leta 1992 martinovanje pri Cvetku, leta 1992 tudi prikaz letnih časov. Med letoma 1994 in 2019 pa številna martinovanja. Leta 2004 je sodeloval v televizijski oddaji Barve jeseni, leta 1999 pa v televizijski oddaji Na vrtu. Za njim pa so še premnogi nastopi, gostovanja in koncerti, na katerih je z veseljem delil našo domačo dediščino in pesem s premnogimi obiskovalci in poslušalci. Marjan Rajh si že od leta 1978 prizadeva za ohranjanje kulturne dediščine na področju lokalne skupnosti in tudi širše. S tem pa si za svoje udejstvovanje in neprekinjeno delo v ljubiteljski kulturi na področju občine Ormož zasluži zlato značko Ksavra Meška. Zlato značko Ksavra Meška prejme Kvartet Jeruzalem. Kvartet Jeruzalem je bil ustanovljen pred 33 leti. Sestavljajo ga Rudi Kolarič, Janko Rozmanič, Franc Novak ter vodja Vinko Rakoša. V kvartetu pojejo pevci iz vseh koncev Prlekije, saj jih petje in glasba veseli. V svojem bogatem pevskem repertoarju imajo za nastope zbranih okoli 100 različnih pesmi, saj so vse pesmi prilagojene za čas,
ko pojejo in nastopajo. Njihovi ubrani glasovi so se slišali po celotni Prlekiji in tudi širše po Sloveniji. Kvartet Jeruzalem poje ljudske pesmi, vendar so mnoge pesmi že nekoliko posodobljene, črpajo pa jih iz zakladnice in zapuščine naših prednikov. Pojejo eno ali več glasno, saj se njihov glas loči od drugih pevcev. Večino pesmi, ki jih zapojejo, pojejo brez not, največkrat s posluhom. V teh 33 letih se je nabralo veliko glasbenega gradiva, ki ga imajo skrbno shranjenega za poznejše rodove. V tem času so izdali eno kaseto in 3 zgoščenke. Pojejo in nastopajo večinoma sami, a tu in tam se jim pridružijo kakšni muzikanti ali folkloristi. Kvartet Jeruzalem je že velikokrat odpel ducat svojih pesmi tudi na raznih vinogradniških in drugih prireditvah, v prostorih ali zunaj. Na terasi dvorca Jeruzalem, med slikovitimi vinogradi streljaj od mesta Ljutomer. Že veliko let delujejo pri društvu upokojencev Miklavž pri Ormožu. Pravijo, da kljub letom starosti še ne bodo vrgli puške v koruzo, ampak bodo še veliko nastopali. Kvartet sestavljajo prvi tenor Vinko Rakoša, drugi tenor Rudi Kolarič, prvi bas Janko Rozmanič ter drugi bas Franc Novak. V vseh teh letih se je zgodila le ena zamenjava. Zaradi visoke starosti je prvega basista Matija Miška zamenjal Janko Rozmanič. Kvartet Jeruzalem je torej prejemnik zlate značke Ksavra Meška. Zlato značko Ksavra Meška prejme Tomi Cvetko. Tomi Cvetko je član kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja, in sicer od leta 1990. Vsa ta leta je tudi aktiven član društva. Leta 2006 je za svoje dotedanje odrsko ustvarjanje dobil srebrno Meškovo značko. Tomi Cvetko je svojo pot amaterskega gledališkega igralca začel že v osnovni šoli, kjer je nastopal v raznih šolskih predstavah. Vzporedno je sodeloval tudi v kulturnem društvu, ki se je takrat imenovalo še Prosvetno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja. Že kot 15-letni fant je zaigral v Županovi Micki Antona Tomaža Linharta. 2 leti pozneje pa v mladinski komediji Srečni dnevi. Ob 100-letnici društva leta 1993 je sodeloval v zgodovinski drami Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem. Tudi prva predstava na prostem Miklova Zala iz leta 1997 ni minila brez njega. Med številnimi dramskimi vlogami, ki jih je Tomi Cvetko odigral na prostem in tudi v dvorani, omenimo predvsem zadnjo iz sezone 2019, ko je v ponovni postavitvi Miklove Zale na prostem odigral vlogo Tevžeta. Njegov prepričljiv naravni talent se je tudi tokrat pokazal v vsem svojem sijaju. Tomi Cvetko pa, poleg interpretacije večjih in tudi manjših vlog, redno sodeluje pri pripravi kulis in drugem delu, ki je pri ustvarjanju amaterskih gledaliških predstav nujno potrebno. Ker ima v lasti tudi velik kombi, pomaga s prevozi kulis in drugega materiala. Zaradi 400-letnega aktivnega sodelovanja in prispevka pri krepitvi identitete kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja prejme Tomi Cvetko
zlato značko Ksavra Meška. Zlato značko Ksavra Meška prejme Tomaž Mlakar. Tomaž Mlakar je član kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja od leta 1995. Vsa ta leta je aktiven član društva. Leta 2005 je za svoje dotedanje odrsko ustvarjanje dobil srebrno Meškovo značko. Tomaž Mlakar zadnjih 20 let v društvu opravlja delo oblikovalca zvoka, ki ima po določilih 2. točke 118. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah vse znake avtorskega dela. Napako, ki jo naredi oblikovalec zvoka, gledalci veliko prej in bolj opazijo kot morebiten zdrs, ki se zgodi igralcu pri interpretaciji teksta. Zato je oblikovanje zvoka pomemben del gledaliških predstav društva, ki se z večine odvijajo na prostem in brez mikrofonov nastop sploh ni izvedljiv. V društvu se sicer trudijo, da nabavljajo profesionalno mikrofonsko in zvočno opremo, pa vendar je oblikovalec zvoka zelo pomemben. Tomaž je svojemu delu zelo predan in zelo zanesljiv. Je tudi sicer vesten član igralskega ansambla. Sodeluje tudi v skupini za pripravo kulis in je nasploh na mnogih področjih dela v društvu zelo uporaben. Že 3. mandat zapored je Tomaž Mlakar tudi predsednik nadzornega odbora društva. Zaradi četrtstoletnega aktivnega sodelovanja in prispevka pri krepitvi identitete kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja prejme Tomaž Mlakar zlato značko Ksavra Meška. Najlepša hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil za srebrno značko Ksavra Meška. Če sem iskren, o slavnostnih govorih ne vem veliko, saj jih do sedaj še nikoli nisem pisal. Ko sem prejel povabilo občine, sem se strinjal, da bom pripravil kratek govor o kulturi. Ko sem se govora lotil, sem odločitev začel obžalovati, ampak nekaj malega o kulturi pa lahko povem. Kulturno delovanje me spremlja že od malih nog. Svojega prvega nastopa se skoraj da ne spomnim več, saj sem z nastopanjem začel že v vrtcu. Ampak ne glede na to, sem že po prvem nastopu ugotovil, da me nastopanje na odru ali pred kamero veseli. Hvaležen sem lahko vzgojiteljicam, učiteljem in učiteljicam na osnovni šoli, da so me začeli vključevati v svoje prireditve, ki so bile vedno množično obiskane. Vključil sem se tudi v gledališki krožek v osnovni šoli in to me je tako veselilo, da sem se po končani osnovni šoli vpisal v gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer na umetniško smer. V srednji šoli se je moja ljubezen do igranja še poglobila. Spoznal sem veliko ljudi, s katerimi si delimo ljubezen do kulturnega delovanja. V umetniški gimnaziji sem se bolj približal tudi filmski smeri kulture. Spomnim se, da sem kot otrok s prijatelji v bloku snemal filme. V njih sem bil igralec, režiser, scenarist, snemalec in še kaj. Takrat si nisem niti predstavljal, da bom kdaj lahko sodeloval v čisto pravem filmu. To mi je uspelo po avdiciji za film Tihi večeri ob koncu osnovne šole. Kljub temu, da sem v filmu povedal samo en stavek, sem hvaležen in ponosen, da sem del filma, ki je posvečen življenju in delu Frana Ksavra Meška. Če sem iskren, sem do takrat o njem vedel zelo malo. Med samim snemanjem sem se pobliže seznanil z njegovim življenjem in delom. Kaj mi pomeni kultura? Kultura mi pomeni umetnost, nastopanje pred publiko, virtualno ali fizično.
Občutek prostosti na odru, to, da na odru nisem jaz, ampak nekdo drug, to, da lahko ljudi spravim v dobro voljo in pri tem uživam še sam. Še enkrat iskreno hvala za priznanje. Priložnosti, kot so ta, mi dajo motivacijo in voljo do nadaljnega delovanja na področju kulture. Čestital bi rad tudi vsem ostalim prejemnikom priznanj Ksavra Meška z željo, da še naprej delujejo v dobro kulture. Res je, da v sedanjem času marsikdo, ki se ukvarja s kulturnim delovanjem, mora iskati nove in drugačne poti, da se približa publiki. Hvaležni smo lahko, da nam danes napredna tehnika omogoča tudi to, vendar pa ni lepšega, kot stati pred živo publiko. Ostanite zdravi. Hvala.